Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Letos že drugič začenjate s tem projektom Oviran tlon. Se je ta projekt obrestoval od lanskega leta, da ste se ponovno odločili? Moram reči, da se je nas dotaknil predvsem, kajti ko nekako vidiš takoj na poligonu, kako že najmanjša ovira postane velika ali pa nepremagljiva ovira za nekoga na vozičku, ko gotoviš, da nekdo, ki ne vidi in ne sliši, je čisto to v drugem svetu, potem se zamisliš in si rečeš, kaj lahko kot župan narediš boljšega in pa predvsem, kaj občina na splošno lahko stori v svojem prostoru. In ja, v lanskem letu smo evidentirali nekaj točk, naredili nekaj zadev na bolje, vendar sam trdim na premalo, zato sem tudi eno od strokovnih sodelavk imenoval za to, da bo tole peljala naprej bolj aktivno. Evidentirali smo 18 točk, katere nameravamo v prihodnosti v najkrajšem možnem času popraviti in bom rekel na to reči, nekaj smo vendarle naredili za tiste, ki so v tem primeru gibalno ovirani. In koliko društev se je tokrat predstavilo tukaj? Tokrat imamo tule društvo, ki nam nekako pokaže, društvo paraplegikov, ki nekako nas posadi na invalidski voziček in lahko vidimo, kako in kaj je življenje na vozičku. Potem imamo tukaj slepe in slabovidne, imamo vse tiste, ki nas nekako samo začutijo, ker niti ne vidijo, niti ne slišijo. Skratka, nekaj društev z različnih področji, ki nam odpirajo oči in hvala vsem za udeležbo, kajti brez njih tak dogodek ne bi imel nobenega pomena. Kakšni pa bodo občutki, pa bomo poprašali udeležence. Odlično, dobrodošli. Midva sva se srečala po zimi, tokrat se srečava na promenadi, na Bledu. Kakšni so danes občutki ob tem projektu, ki ga je pripravila občina Bled? Jaz moram reči, da sem res zelo vesel, da se taki dogodki organizirajo. Se mi zdi, da je kar nekaj ljudi danes obiskali, pa sprobali vozičke, pa tudi pač druge dejavnosti, da vidijo, kako je nam, mogoče prije čez kakšno stopnico pa klančino, tako da verjamem, da je to samo dobro za družbo in za nas. So vam obljubili, da tisto, kar nimajo tukaj, za invalide popravijo? Ja, obljubili so, jaz pa zdaj upam, da bodo to tudi izpolnili, pa da naslednje leto upam, da se spet srečamo, da bo več stvari prilagojenih na Bledu. No, glede na to, da je danes tako čudovit sončen dan, pa skočiva še malo v zimo, že kaj treniraš? Ja, se pripravljam. Marca me čakajo 3. paraolimpijske igre, tako da čakam, da ta vročina počasi mine, pa se začne ta prava zima. In kje so te paraolimpijske igre? V Cortini. V Cortini d'Ampezzo? Tako. Si bil že kdaj sicer v Cortini d'Ampezzo? Sem bil, ampak mislim, da bo pa za igre še vsaj en drugačna izkušnja. Bomo držali pesti za tebe in hvala lepa za tale pogovor. Hvala. Na vašo pobudo je nastal tale projekt, ki je potekal tokrat na promenadi na Bledu že drugič. V bistvu je na mojo pobudo nastal dogodek Oviran tlon, ki se odvija že vrsto let v Ljubljani. Organizira ga Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana. Konkretno na Bledu pa rezultat pobude župana in gospe Nike Pirnat, tako da vsa zahvala gre predvsem županu Toniju Možanu in Niki, da se je ta dogodek začel odvijati tudi na Bledu in prav vesel sem, da je župan in tudi njegova ekipa senzibilizirana v tej smeri in da dela na odpravi arhitekturnih in komunikacijskih ovir tudi na Bledu. Sam dogodek je pa namenjen predvsem temu, da se splošna javnost seznani z ovirami, s katerimi se gibalno ovirani in tudi senzorno ovirani srečujejo v vsakdanjem življenju. Kako se sicer počutite danes? Verjetno dobro, ker je tak krasen sončen dan. Družba je dobra, vreme je odlično, pa tudi v bistvu blizu mojega doma sem, kajti izviram iz Bohinjske Bistrice, živim pa zdaj že vrsto let v Ljubljani. Torej, družba je imenitna, le hrana bo še apetitna. Tako je. Dober tek in hvala za pogovor. Ja, hvala vam. Lepo pozdravljeni, Valentin Jenko iz Društva gluhih in naglušnih Ljubljana. Udeležili ste se tega srečanja že letos drugo leto na promenadi na Bledu, pa mogoče najprej nekaj besed o samem vašem društvu. Ja, Društvo gluhih in naglušnih iz Ljubljane je pravzaprav eno izmed najstarejših društev gluhih v Sloveniji. Nekako zgodovina že se začne tam v 30 letih prejšnjega stoletja. In skozi to zgodovino pač skrbi za
zato da se gluhi in tudi naglušni lahko vključujejo v družbo in izvaja pač posebne socialne programe za to populacijo v Sloveniji. Koliko vas je v vašem društvu? Tam okoli 500-600 članov je v društvu. Smo pa, kot ste že povedali, zdaj že drugo leto tukaj bili povabljeni, da sodelujemo na Ovirantlonu. Tako da je kar lepa priložnost, da se pač ne samo šole, ker zjutraj je bilo veliko otrok, srečajo z gluhoto na tak način, da dobijo neke informacije, pa tudi spoznajo določene kretnje, da vidijo, malo začutijo ta svet, malo okusijo. Je nek prvi stik mogoče. Poleg tega pa tudi drugi mimoidoči, ki se ostajajo, pa lahko dobijo marsikatero koristno informacijo, za katero so mogoče kaj iskali, pa niso dobili, pa tudi izmenjava, pogovor o takih stvarih, recimo o težavah, ki jih imajo ljudje, ki imajo izgubo sluha, je tudi za njih dobrodošla. Tako da se mi zdi lepa stvar. Imate pa tudi svojo enoto v Kranju. To pa ni naša enota v Kranju, ampak to je pa kar samostojno društvo v Kranju. Ja. Torej oni delujejo samostojno? Tako je. Vi pa samostojno v Ljubljani? Tako je, ja. In kje imate sedež? Na sedež je v Zadobrovi, Ljubljana, Zadobrova, to je tako izven ljubljanskega ringa. Sem že dolgoletna članica Društva gluhih in naglušnih v Ljubljani. Se pravi, jaz sem se vključila danes tukaj zato, da pokažem, predstavim znakovni jezik, da ozaveščamo, se pravi, kaj pomeni kultura gluhih. Se pravi, otroci pridejo do nas, mi jim pokažemo enostavne znake, kretnje, jih naučimo in potem so ozaveščeni. Koliko časa je potrebno, da se otroci naučijo teh kretenj? Ja, sedaj osnove, mislim, da je za neke zelo osnove 5 minut, potem pa se pravi, kar se tiče naprimer kakšnih kreten, avto, letalo, se pravi, obstajajo tečaji slovenskega znakovnega jezika, na tečajih znakovnega jezika, zdaj zelo odvisno je od posameznikov, običajno v povprečju 2 leti, se pravi za neke osnove, potem obstajajo te stopnje, skozi katere nadgrajujejo svoje znanja, razširjajo svoje besedišče in podobno. In kdaj je gospa oglušila? Zdaj, zbolela sem, se pravi v otroštvu, ko sem bila še dojenček, zaradi neke napačne terapije zdravil, takrat sem oglušela, izgubila sluh. Nato sem šla v šolo za gluhe in naglušne, tam so me učili odgledovanje z usnic, potem, se pravi v tistih mojih časih je bil znakovni jezik tudi prepovedan, sedaj je stanje bistveno boljše, znakovni jezik lahko uporabljamo in se tudi v njem izobražujemo. Skratka, tako da imamo ta znakovni jezik, s katerim se lahko sporazumevamo. In kako ocenjujete ta projekt? Kako ocenjujete zdaj? Odličen projekt. Se pravi, otroci so prišli iz različnih šol, se pravi, tudi višji razredi, dijaki so prišli pogledati, vzgojiteljice so bili zraven, pokazali smo jim znakovni jezik, tako da smo res danes imeli koristno ozaveščanje o kulturi gluhih in o znakovnem jeziku. Torej, same pohvale, hvala za pogovor in srečno vsem skupaj. Hvala tudi vam. Tudi vi ste letos prisotni na povabilo občine Bled na tem projektu Ovirantlon. Kako ga ocenjujete? Pozdravljeni, hvala. Ja, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj se z veseljem že drugič udeležuje te prireditve. Mislimo, da je taka prireditev zelo potrebna, zato ker na zelo plastičen način opozarja na specifične potrebe ranljivih skupin v prometu, pri orientaciji, v bivalnem okolju, pri šolanju, pri integraciji in tako dalje. Recimo z naše strani posebej opozarjamo in poskušamo pokazati, kako izgleda orientacija slepe osebe z belo palico, recimo na talnem taktilnem sistemu, kako pomembno je prilagoditev ustrezna, prilagoditev bivalnega okolja in pa v končni fazi, ko govorimo o prilagoditvi za slepe in slabovidne, tukaj ne gre samo za rešitve, ki so v pomoč osebam z okvaro vida, ampak gre za pomoč vsem, tudi posebej tudi starejšim
ki jim počasi starostno začne pešati vid. In so vse te rešitve, na katere mi opozarjamo za slepe in slabovidne, so zelo pomembne tudi za širšo populacijo. Kako so udeleženci sprejemali vaše predstavitve? Udeleženci so z zelo zanimanjem se preizkusili v orientaciji na tem našem poligonu. Poskušali so otipati Braillevo pisavo, spoznavali so tehnične pripomočke, ki so nepogrešljiv del za samostojno življenje in delo slepih in slabovidnih. V dopoldanskem času je bil z nami tudi naš član Mitja s psom vodnikom, tako da so imeli dopoldne šolski in vrtčevski otroci možnost spoznati tudi delo psa vodiča in pa predvsem, kako se ostali udeleženci v prometu ali pa ostali, ki pridemo z njim v stik, kako se moramo do delovnega psa obnašati. Torej boste v naslednjem letu tudi sodelovali, seveda, če vas bodo povabili? Seveda, če nas bodo povabili, mi smatramo, da je to zelo potrebna in zelo pomembna prireditev za senzibilizacijo širše družbe, tako da bomo iz MRSS Kranj absolutno z največjim veseljem se ponovno zvali povabilu. Seznanjanje lokalne skupnosti s težavami na arhitektonskih ovirah, ki jih imajo tako rekoč slepi in slabovidni. Tako je, na tem področju pa sodelujemo z vsako občino posebej, seveda, ki se na nas obrne. Pomagamo z izkušnjami z terena, z izkušnjami naših članov in pa potem predlagamo tudi določene prilagoditve oziroma opozarjamo na specifične potrebe. Hvala lepa za tale pogovor. Hvala tudi vam.